Če bi radi mene zamenjali, ja, zdaj pogledajte, lastniki imajo vso pravico, da delajo, kar jim paše, ne. Zdaj, če pa lahko dosegajo take rezultate, kot smo jih mi dosegali, tudi pod mojim vodstvom, z mojim timom Karkašec in Karkašov, ki nas je 12.188, se bomo pogovarjali pa potem, ne. Da ste jih danes prepričali svojo lastnike, delničarje? Ja, če so mi dali več kot 99% razrešnico, potem verjetno je niso dali slučajno zdaj. Vsaj neki logični sklep iz tega bi bil. Torej mislite, da je tega nekega razburjenja okrog Krke, ki ga sicer nismo vajeni, zdaj konec? Ja, zdaj so taki časi kislih kumaric, da hvala Bogu, da je nekdo bil na tapeti. Zdaj, moj problem je edini ta, da sem bil jaz strelovod. To se pravi, zdaj, s tem, da se je to šlo zlagoma, ne, najprej celotna firma in na konc jaz kot strelovod in sem pač zadovoljen, ker sem zelo dobro ozemljen. Koliko pa lahko take govorice in taka mnenja škodijo firmi? Firmi sigurno take zadeve ne pomagajo, ampak to morajo vedeti predvsem delničarji, ne, tisti, ki so vložili denar. To se pravi, da to sigurno ne pomaga, tudi to napletanje raznih zgodb, ki potem kulminirajo pred samo skupščino, ne, ima človek občutek, da je to zelo ciljano, zelo temperano, zelo vodeno iz takih in drugačnih razlogov, ki meni, bom rekel, niso znani, vem pa, iz kje izhajajo, ne. In tudi vi dobro veste, ker ste s tem ukvarjate, kam pes taco moli. No kam, ja. Ja, tam, ko jo vi veste. Kam? Na SDH? Ne, nisem tega rekel. Kam pa? Ponovno, v izhodišču protestiramo proti praksi Slovenskega državnega holdinga. V imenu vseh državljanov bi moralo biti upravljanje neprimerno bolj odgovorno. Predlogi, ki prihajajo tik pred zdajci, tik pred glasovanjem in so drugačni kot njihovi prvotni predlogi, hkrati pa z odpoklicem članice, ki je bila kot namestnica nadzornega sveta imenovana po njihovem predlogu, to vse kaže na nedomišljeno ravnanje. Vse drugačno ravnanje bi pričakovali predvsem od Slovenskega državnega holdinga in na drugi strani možnost, da strokovna javnost preveri kandidata, ki so ga neprimerno pred glasovanjem tudi predlagali. In vsekakor se glede na njegovo profesionalno upetost v neposredno konkurenco družbe Krka lahko upravičeno porajajo vprašanja o konfliktu interesov in o škodi, ki jo potencialno to lahko predstavlja, glede na občutljive informacije, do katerih imajo seveda dostop člani nadzornega sveta, za razliko od vseh delničarjev, skupščine delničarjev in drugih, seveda to lahko pomeni neprecenljivo škodo za družbo. Tako da zaupam upravi, zaupam predsedniku in pa tudi nadaljnjemu vodenju nadzornega sveta, da bodo letos zelo dobri rezultati, tako kaže. Upam, da se ne bo kaj hujšega zgodilo na tujih trgih, tisto, kar nimamo, na primer, objektivnega vpliva, ampak mislim, da grejo stvari v pravo smer in smo lahko zadovoljni, da imamo takšno Krko, kot jo imamo. Nekateri delničarji so bili tudi nervozni glede cene delnice, da je ta prenizka in da pač ne morejo niti na tej ceni delnice nekaj zaslužiti, po drugi strani pa da je dividenda pač tudi neka taka nizka. Tako da, kako na to vse skupaj odgovarjate? Zdaj, kako bi bila dividenda nizka, če je najvišja med vsemi generičnimi proizvajalci in tudi po Reutersu višja od dividend farmacevtskih podjetij v svetu, bodi si v originatorju ali, zdaj govorimo o povprečju, ali o generičnih farmacevtskih proizvajalcev. To se pravi, to je nedvomno prva zadeva. Kar se pa tiče nezadovoljstva, zdaj sicer po kodeksu Ljubljanske borze jaz ne bi komentiral cene delnice, seveda ne moramo biti zadovoljni, tudi jaz sam ne, saj sem delničar Krke, ne, in seveda bomo mi intenzivirali roadshowe in podobne zadeve. Je pa res, da pri tako plitvem kapitalskem trgu v Sloveniji je človek dokaj nemočen.